Pretekli četrtek so se ob 17. pred sodno palačo zopet sestali vztrajniki, ne plošče, ki blažijo sunke krožnega gibanja, ampak vztrajniki odbora 2014. Celo poletje so počivali, v četrtek jim je pa spet nekaj v glavi naredili in so se spet dobili pred sodiščem. Naše kamere so posnele, kako se je v resnici zgodilo. Ker idola in heroja ni bilo, ga je nadomestil čisto pravi Mojzes, ki je vztrajnike popeljal v obljubljeno deželo pred sodiščem. Kje so oni tega našli? Ti? Dej vstan, tle naš liter vina. Ti, a te lahko za stavo zavijamo? A bi ti hodil malo okoli sodišča tle za nas? Moram pa povedati, da za eno tako organizacijo, kot je odbor 2014, človek ne bi pričakoval, da se lahko zgodi, da vztrajnik pozabi tekst oziroma ga sploh ne ve. Hočemo svobodo! Slešalc! Janša! Hočemo svobodo! Ampak proti koncu govorov se je gospa le našla in iz vseh vzklikov skovala nov, popolnoma originalen slogan. Hvala lepa, Aleš Hojs! Naši shodi... Bravo, gospa! To je to! Počasi pa gremo naprej. To je slogan leta! To! Slogan leta vsej uporabljamo vsi! Ne samo vztrajniki odbora 2014, osnovne šole, stranke, politiki, trgovine, vsi! Še najbolj pa begunci, ne? Kar je več. Potem se je začel uradni del. Napovedali so slavnostne govornike, na enega izmed njih pa pozabili. France Cukjati, Aleš Primc in Aleš Hojs. In dr. Vinko Gorenak. Dega ne povej, Vinko bo govoril, Vinko Darja, dega ne povej, ker če ne bo popizdu, Vinko bo govoril. Po tej mini sramoti je Aleš Primc napovedal demokratično izvolitev predsednika odbora 2014. Jaz vem, kaj nekateri mislite, ampak jaz mislim, da je demokratično, da damo širokemu krogu ljudi možnost, da predlagajo kandidate in da potem izmed kandidatov, ki jih bo več, izvolimo novega predsednika. Meni se zdi to pošteno in prav in demokratično. Normalno se ti zdi, če si pa edini prijavljen. Dajmo zbrati zdaj predsednika odbora. Kandidati so Aleš Primc. Izvolite voliti. Jaz. Po demokratični izvolitvi predsednika Primčevega Aleša so vztrajniki dokončno podivjali in začeli vzklikati na ključna imena. Aleš tone v obup, ja, ker se je kar naenkrat zavedel, da je na prireditvi, po kateri moraš pogledati teksaški pokol z motorko, da je spet dobre volje. Občutek imam, da karkoli bi človek tam sklikal, da bi se prijel. Stane, Ludvik, Igor, Miki, Miška, Piki, Jakob. Ok, ampak potem je padlo nekaj ostrih besed čez pravosodje in o oviranju političnih nasprotnikov. Nekoga obtožiti brez vzroka, potem pa 10-14 let to vleči na sodišču. To je najbolj primeren način, kako onemogočati politične nasprotnike. Prvič, neh se dretke, zato imaš mikrofon. Drugič, če smo že pri onemogočanju, poznam je še enega kampljca, ki je onemogočal sodni proces. Ni dvigoval pošte, ni mogel na obravnave zaradi pomembnih sestankov, ni mogel na obravnave, ker se mu je pokvaril avto, ni priznaval sodišča, mogoče ga poznate. Meni se zdi, jaz sem ga nekje že videl, ampak se ne spomnim čisto. Pejmo naprej, vsega je bila spet kriva mafija.
Dobro, da ga ni kap. Dejte mu pomirevala, lepo vas prosim, ker se dobi v lekarn. Za mnoge vztrajnike je bil po uradnem delu dan kvalitetno sklenjen. Zato so poklicali taksi, ki pa je bil talev in tega ni niti približno skrival. Na ves glas je vrtel na juriš. Zelo pogumno. Tole zelo pogumno ne upa vsak dregati sršenje gnezdo. Zakaj? Ker te hiter piči kakšen sršen. Pa kaj je zdaj, gospod? A mislite iti v taksi ali mislite prebutati šoferja, ki ima drugačen okus za muziko, kot vi? Ampak kdo je zdaj koga udaril? Meni ni več nič jasno. So kakšne priče? Nisem ga udaril. Udaril si ga! Prasec pokvarjen! Te videl? Prasec pokvarjen! Te videl? Sad ti krivo! Ti mater pokvarjena! Se ste provokator, barama pokvarjena! Zdaj se počasi riše dejanska slika incidenta. Taksist, kolesar, pa en prasec pokvarjen, star baraba, provokatorska, pokvarjena, od katere se zahteva, da je tiho. Kaj? On ga je udaril. Ni ga udaril! Kaj je videla, gospa? A vi ste tudi videla? Ali, dajte me dala kolegu. No nemoj! Kar fotografiraj! Aha, okej. Zdaj se iz lepega niča pojavlja še ena vztrajnica, ki je sicer ni bilo zraven, ve pa točno, kaj se je zgodilo. To je ena prirojena lastnost vseh vztrajnikov. Je pa redoljubni kolesar gospe zelo nazorno razložil, kje je mesto. To ste vi SDS-ovci, lažnivci. In vam rečem, smrt fašizmu, svoboda narodu, jasno? Jedrnato! En bolj brihten kot drug. A potem je vstopil še en šekspirijanski lik, ki je odnose še dodatno zaostril. Ja, ustral se bo. Ja, pa pridi, no. Kadar češ, problema nima, problema da roke skupaj, no, da te me razboku, kaj naenkrat, da trapa. A smo slišali? Jutro v Štepancu Petelini fajt! A gremo ali ne? Fuck yeah! No, zdaj nam bo pa prasec pokvarjen, star provokator, baraba pokvarjena, po besedah kolesarja, obrazložil bistvo incidenta. Glejte, redar je prišel pred mano, jaz sem prišel, ničesar ni bilo, ne vem, zakaj me snimate. Ni bilo nobenega incesta, ničesar. Tako je, bistvo incidenta je to, da ni prišlo do incesta. Bistvo. Glede, jaz vam povem, ni bilo ne hčerke moje, ne mame, ne strica, ne tete. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.